Po točno 2 letih sem jo fasil tudi jaz. Ja, tako kar sem povedal v uvodu, korona sem fasil, včeraj sem delal test. V bistvu, če ste gledali prejšnji video, na koncu, ko sem nehal snemati prejšnji video, sem vzel testek zaradi tega, ker me je nekaj meškačkakle, nekaj se mi je hotel nos basati in sem rekel, ajde, naredim za foro en test, ne. In jaz valjda naredim test, vidim črtica negativno, odložim test na stran in potem jaz malo na kompu visim, malo igrice igram in pazi to, hočem jaz test vrš do smeti, primem test, pogledam in tako na testku spodaj čist rahla črtica pri T-ju in sta obe črtici in pač to pomeni pozitivno, oziroma če je čist bleda črtica po nekaj časa, ko teže stoji, to pomeni, da lahko da se kontaminira v tež, se pravi se je iz ozračja oziroma neke hrane zraven karkoli umazal. Ampak, če ima simptome, pol se smatra, kot da si pozitiven. Ampak, pa sem naredil še 2 testa, oba testa negativna, pol sem danes naredil še en test, test tudi negativen, tako da zdaj res nimam pojma kaj. Tako da ja, in izkoristim lahko ta čas idealno za sesanje, v bistvu moja mama izkoristila čas, da me ponuca za sesanje, za pospravljanje sobe, vam bom pokazal, malo preurajam omare, no vam bom pokazal zdaj v klipih, tukaj se bojo že vrteli klipi, kakšne izgledajo moje omare, ko imam puno enih izdelkov doma, sicer ne, da se pritožujem, da imam toliko izdelkov doma, ne, ampak tako moram malo preurediti na vsake tok časa, ker se pač kar zgubiš noter. Tako da ja, ta video danes v bistvu bo malo day in a life, kako izgleda pač, ko imaš korono, pa si doma, pa počneš vse žive možne stvari. Svetlobo imamo pa vrhunsko zdaj, pol me odreže, pol me ni v svetlobi. Ja, kakor sem rekel, sesali bomo. Ko to, ko se počutim kot ena blondinka iz vicev, ki ne morem ven spraviti sesalca. Pa je se ta glava nekaj ful obrne, pa tako, ampak to ne gre. Ampak dejansko sem prav zdajle sem dobil na idejo iz Topshopa. Pač prav, grejo ven tudi, oziroma, kar ste videli na Topshopih, tiste stvari, fulne živce, te zadeve, ker ne vem, ali to varianto, ki vam zdaj pokažem. Ste tudi vi naveličani odvijanja in odvijanja kabla, ki vemo, kam to vodi? Zakaj ne bi raje uporabili Forwerkovega sesalca, samo z enim premikom kabel kar sam od sebe pade dol? In sesanje je takoj lepše. Oh my god, jaz imam res preveč cajta takole. Zdaj pa, da vam pokažem jaz, kaj jem, v bistvu na daily basis lahko rečem, moja klasična večerja. In to so mešanica ovsenih kosmičev, ajdovih kosmičev, lepo čez zaliješ z vodo, daš v mikrovalovko, ven pomešaš, mikrovalovka, ven pomešaš, in ponavljaš ta postopek. Flavor dropse od My Protein, kjerkoli okus vam je najboljši, by the way, koda FITYAMIMP, ful popusta prinese, tako da pa link imate dol spodaj v descriptionu. Ja, in pol daš noter gozdne sadeže, noter vržeš skir za dodatne proteine, zmešaš, poka čez mandljevo maslo ali pa peanut butter ali pa kjerkoli maslo oreškov, pa je bomba večerja narejena. Tako da, s tem se jaz poslavljam od današnjega dne in se vidimo jutri zjutraj, ko pripravimo skupaj še zajtrk, pa pol kakšno ušpičimo skup. Lahko noč. No, in takole nekako izgleda moje jutro. Takrat, kadar nimam zjutraj šihta, se pravi, se zbudim, umijem obraz, to je prva stvar, WC, ki nisem snemal, valjda iz znanih razlogov, da mogoče ne bi bilo kaj preveč gor videti, ne. Voda, jaz vedno tako predlagam tudi vam obvezno, ponoči se pač telo čist dehidrira, tako da zjutraj treba kakšne 2 kozarca vode lepo čop, takoj spiti. Kavica, to ne priporočam na prazen želodec, ampak meni je to tako, taka rutina, tak life, pač kavica mora biti zjutraj. Tako da to, pa kavica zdaj lepo tam ne počiva, hladi se. Jaz malo stvari urejam na telefonu. Kot vidite, moj glas je malenkost nižji zjutraj, sploh pa moram reči, da včeraj zvečer me je tale korona kar majhen bolj zdirala kakor prej, ampak zdaj zjutraj je dosti uredeno. Tako da se vidimo pa. Nekako pa tako nadaljujem, da si vedno izpišem
recepte, sestavine, kaj vse bom pripravljal, kaj rabim, kaj moramo v trgovino iti kupiti, oziroma zdaj bom poslal svoje, da mi grejo kupiti, tako da še toliko boljš, pa upam, da dobim še popusta, veš, tako da bi rekel, saj lahko pustiš. Ponavadi spišem si sestavine, recepte in pripravim v bistvu vse stvari, da se pol lahko lotam snemanja, tako da ja. Jaz tako ponovadi zjutraj, ko urejam stvari, pa si zapisujem pa te zadeve, gledam na YouTubeu kakšne, kako bi rekel, algoritmi zadev, ne vem, Instagrama, YouTubea, TikTok, dobro, TikToka bolj malo, ampak tako, pač take stvari, tako da pol, ne vem, zraven se mi malo predvaja, malo poslušam, če kakšne pomembne stvari poslušam še enkrat, ker pač čas imaš omejen, pa pač probaš čim več stvari v tist omejen čas dati, da pač največ potegneš ven od tega. Zajtrk smo prištimali, jaz ga vedno pojem pred računalnikom, malo gledam spet videe, pa tako pač prijetno skoristim s časom, Moja proteinska kašica lepo ful te nasit, pač makrohranila so odlična, vse dobiš vitamine, vlaknine, beljakovine, kompleksne ogljikove hidrate. Je pa tole še obvezno zjutraj pri moji jutranji rutini in sicer Sunmax sokec, antioksidant, ful dober za zdravje, to je v bistvu to, kar zdaj rabim. Noter si dam pa vedno še 2 kapljici D-vitamina, tako da čine. Je pa da reč ful dobro to zapiti, mislim, jaz bi to kratko na deci, veš, pil. Tako da, pa gremo gledati videe, gremo jest, pa se slišimo pol. Ne vem, kaj ste vi mislili, da jaz delam, ampak ja. Treba je jajca na roke zmešati zaradi tega, ker ima oče en sestanek v kuhinji in ne mora mešati na mikser, ampak mora zdaj na roke jajca pa cukrske pomešati. Tako da, ampak imate pa umazane misli. Če pa česa ne maram pri kuhanju, oziroma pri sami te pripravi, pri samem mojem delu, je to pospravljanje posode. To je to skozi, veš, to narediš, en recept narediš, imaš poka, takoj posodo. Narediš drug recept, imaš poka, ful posode, vmes moraš sušiti, vmes moraš ne vem, kva se vmes moraš jesti, pa kavo piti, pa to preveč vsega, ampak ne, moramo pa pucati zaradi tega, da bo mami vesela. Prosti mami za vsakeč, kaj umazam. Veš, kako folk misli, da zgleda tako foto pa video content creation. Pač realnost je tako, nimam nekega studija, to je moj studio, Dobrodošli v mojem studiu. Druga kavica. Šala kave, no bi lahko rekel, in druga porcija posode. Pa to zba še ni vse, zdaj šele začnem v bistvu tako snemati dejansko hrano pa vse, tako da, ja. Po 5 urah snemanja pa nič ne ješ v bistvu mesa, skozi nekaj delaš, skozi nekaj kuhaš, sicer bi predvideval, da probavaš, ampak sladko ne paše toliko, tako da, evo, snackec, takole zgleda pri meni snack, imamo, se pravi, skir jogurt, imamo skuto, imamo gozdne sadeže in pa čez mandljevo maslo. Tako na hitro nekaj pojem, zraven spet, valjda, malo gledam videe. In ja, to je to. Blaže iz prihodnosti, živijo. Tukaj sam povem na tem delu videa, da jaz sem naredil en res in v bistvu zaključujem tukaj zdaj vlog, prvi del tega vloga, ker v drugem delu gremo pa še malo na sprehod okoli, malo vam razkažem okolico in pa naredimo en unboxing enega luštnega paketa, ker drugače bilo vse skupaj 21 minut dolgo, to si pa ne želimo, tako da ja, subscribite, šerite, lajkite, komentirajte spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čuski! Moj pa sedi, ki vsako pognojeno nivo obiše, poje dol pol gnoja.